Trilogija z ekipo Gorice se je končala več kot uspešno. Po 3 tekmah prvo mesto na lestvici in uvrstitev v polfinale pokala. Pa poglejmo, kako se je stvar odvijala na tem povratnem obračunu. Odločneje so tekmo začeli nogometaši Gorice. Že v 5. minuti je dobro poizkušal Arčon, pa izvrstno obranil Obradovič. V 8. minuti prva priložnost za naše pubece. Šuler je z glavo stresel prečko. V 23. minuti je dobro sprožil Žigon, z nekaj sreče in vratnico je Obradovič ohranil mrežo nedotaknjeno. V 27. minuti dober poizkus kapetana, Goričani pa so rešili žogo iz črte. Tavares je poizkušal tudi v 30. minuti, ko je z glavo streljal mimo vrat. V prvem polčasu velja omeniti še poizkus Luke Zahoviča v 41. minuti, ki je prav tako zletel mimo. V drugem polčasu so imeli več odigre nogometaši Gorice, vendar si niso preigrali resnih strelov na vrata Obradoviča. V 53. minuti je tako poizkušal Arčon. V 72. minuti je lepo sprožil Dino Hotić. Dino Hotić, eden najaktivnejših nogometašev Maribora, je lepo prodrl tudi v 80. minuti, a žal bil za las nenatančen pri podaji. Do konca tekme smo spremljali nalete Goričanov in uspešne obrambe Maribora, končalo se je z izidom 0:0 in s prednostjo zadetka v gosteh so se v polfinale zasluženo uvrstili naši pubeci. Jaz mislim, da po pokalu je glavno, da greš naprej, tako da rezultati se bojo pozabili, vsi bojo vedeli, smo v polfinalu in to je to. Mislim, da smo glede na obe tekmi popolnoma zasluženo napredovali, kljub temu, da je v obeh tekmah na koncu tekmec imel nekaj pritiska, kateri je bil navidezen in so fantje to zelo dobro rešili, brez da bi bil nasprotnik ne vem kako nevaren. Po drugi strani smo pa mi že v prvem polčasu in pa potem tudi v drugem polčasu iz protinapadov imeli kar nekaj situacij, ki bi lahko mogoče boljše reagirali.